Lep pozdrav, lep dober večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa in dobrodošli na Sport klubu. Peto kolo prve lige Telemach in to peto kolo prinaša tudi obračun med Domžalami in Mariborom v zadnjih sezonah. Vedno zelo zanimivi dvoboji, tudi dvoboji, ki so postregli, vsaj tule v Domžalah, številnimi zadetki. Včeraj najprej remi v Fazaneriji, Mura Tabor 2-2 in visoka zmaga Kopra na Povišiki proti Radomljam. Tole je bila priložnost in z golove črte je odbil Mitrović. Vidaković z napako in priložnost za domžalski protinapad. Husmani, krasna podaja Husmanija za Kovačevića, pa zdaj Durdov. Durdov ima priložnost, Barani Bergsen, še enkrat Durdov in gol! Franko Kovačević, kakšen debi! Kakšen debi v slovenskem prvenstvu za Franka Kovačevića. 9. minuta, asistiral je Durdov, zadel Kovačević, ki ima praktično le en trening z Domžalami, pa je danes dobil priložnost v začetni postavi in se Simonu Rožmanu za zaupanje takoj oddolžil z zadetkom. Zaenkrat se nadaljuje tale kalvarija Mariborčanov. Tule pogledajte, Durdov, protinapad Domžal, tokrat prek Alića. Zdaj preigrava Saitovski, ki strelja mimo gola. Skoković, napaka Klemenčiča, Sirk je sam in gol! 1-1, kakšna zmeda zdaj v domžalski obrambi in Mariborčani so v 15. minuti prišli do izenačenja, obenem pa se zdi, da se je tu poškodoval Tilen Klemenčič. Rok Sirk pa do izenačenja 1-1, torej poglejmo, takole Uskoković, povsem v prazno, Klemenčič, potem pa Sirk sploh ni najbolje zaključil, točno v Bergsna, oziroma v Mulaliča je ustrelil, od Mulaliča pa se je žoga nekako odbila v ramo Sirka in nato v mrežo rumene družine. Ogromno sreče, pravi fliper tule. Sirk, znova Jakupović, dober predložek je to, brani Bergsen. Jakupović, skače Šturm, tole je nova priložnost, razčistil je Uskoković, Ilenič vrača v kazenski prostor, spet odbija Uskoković. Saitovski in out za Domžalčane, Jakupović. Markuš, priložnost za Durdova, 2-1 za Domžale. 2-1 za Domžale, 50. minuta, drugi gol Ivana Durdova v tem prvenstvu, njegov drugi gol tudi za Domžale in nasploh v slovenskem državnem prvenstvu. Asistenci za gol Kovačevića v 9. minuti je torej v 50. zdaj Durdov dodal še zadetek za domžalsko vodstvo z 2-1. Ivan Durdov. Zdaj pogledamo še enkrat, hitro je Jakupović izvedel, potem pa Saitovski. Prosti strel in spet delo za Arnela Jakupovića. Odličen izvajalec prostih strelov je, tudi tule razdalja znova gromozanska, uigrana akcija, krasno, Ilenič, pa zdaj Šejsinger in mimo gola, Kristjan Šojsinger. Sebojna prvenstvena tekma, tule zdaj Berc in gol! Nik Berca, ali je tale tekma odločena? Kakšen gol je zdaj prejel Meno Bergsen, tule vidimo
Nizozemca v mariborskih vratih, ki je zdaj prejel gol, ki gre, mislim, da povsem na njegovo dušo. O tem praktično ne more biti dvoma. Iz mrtvega kota ga je v bližnji vratnici presenetil Nik Berc. Baturina, pa zdaj priložnost za Žiniča, ki je sprožil čez gol. Tole poskus Božiča in žoga je v mreži. 3-2. Marko Božič. Ja, še iz časov, ko je igral za Radomlje, vemo, da ima odličen udarec. Tole so Viole, ki se veselijo tega zadetka v 94. minuti. Torej, Božič do znižanja in vendarle nekaj drame zdaj v zaključku tele tekme, ki jo je Ponis podaljšal za 5 minut, torej imeli smo kar konkretno prekinitev v dodatku, tako da mislim, da sta do konca zdaj ostali. Ja, Goran, tako je, malo dalj časa je trajalo za voljo tega slavja tule ob robu igrišča. Durdov, najprej čestitke za zadetek, je pa bila to težka tekma, spet ste trpeli v končnici. Jako teška utakmica, do 100 minuta se praktički igralo, znali smo da je Maribor trenutno mentalno nije u najboljem stanju, iako imaju kvalitetnu ekipu, igraju u Europu, nemaju puno odmora, svaki tjedan igraju u srijedu, subotu. To smo iskoristili, odmah smo istisli od početka, nismo im dali puno prostora i na kraju smo pobjedili i zasluženo osvojili 3 boda. Na koncu ste spet trpeli, kaj se je zgodilo v zadnjih minutah? Pa ne znam, malo je pala koncentracija, primili smo taj gol, odličan gol, evo gol, ali opet na kraju smo izdržali i to je najbitnije. Ivan, hvala in srečno. Goran, toliko za enkrat, počakam pa seveda še na Mariborčane. Ja, še enkrat hvala za besedo, Goran. Roksirk, kaj sploh dejati? Maribor je padel v nek prepad, nekakor ne morete splezati ven. Kaj se je danes dogajalo na igrišču? Težko karkoli reči, ker niti sami ne vemo, kaj je narobe. Danes, kaj ne rečem, nekako smo uspeli zanačiti, na to spet ta hiter gol po pol času in ne vem, nekako smo mogli rešiti iz tega. Zdaj pa pametno biti, kaj je narobe, pa niti sami ne vemo. Zdi se, da imate težave s koncentracijo, visoke žoge so vedno nevarne, ko nasprotnik napada. Kaj pa med odmorom, kaj je trener dejal, kakšna so bila navodila, kako ste se skušali dvigniti? Vse je jasno, vedno je vse jasno, vsi vemo, kaj moramo delati. Mogoče se mora tudi sam pri sebi vsak vprašati, če je da dovolj za ta grb in ne vem, nekako bomo mogli skupnimi očmi se rešiti tega. Bomo videli. Rok, hvala za iskrenost. Goran, predajam pa ti samo še sklepno misel za tvoj prenos. Miha, hvala. Ja, bom kar to uporabil za iztočnico. Miha je dejal, da se je zdelo, da bo končnica za vas veliko bolj mirna, kot je bila, pa znova ni bila. Ja, res je, spet bom rekel infarkt kot vse naše tekme. Sigurno čestitke igralcem, mislim, da smo nekako do te 90 minute izgledali dobro na igrišču. Zahvala tudi, bom rekel, našim navijačem, bilo je, bom rekel, lepo število. Mislim, da smo imeli kaj za videti. Mislim, da smo bili prvi polčas, bom rekel, zelo dobri, mogoče drugi polčas je malce padel tempo, ampak kljub vsemu mislim, da smo, bom rekel, na koncu, ko potegnemo črto, zasluženo zmagali. Enostavno vas moram to vprašati danes, zagotovo še dodatno nasmejani, ne? Potem proti komu ste prišli do te zmage? Pa dobro, okej, tako mogoče malo medijsko, ampak kakorkoli, bom rekel, smo oba kluba v dobrih odnosih, tako da tukaj ni posebnega veselja. Veselje zato, ker smo odigrali dobro tekmo, veselje je to, da te na koncu nagradi s 3 točkami, sigurno pomembna za našo mlado ekipo, novo ekipo v tem začetnem obdobju in sigurno je pa vsaka zmaga sladka, sigurno pa, bom rekel, proti ekipi, ki targetira, bom rekel, na sam vrh, vzeti, bom rekel, skalpe, sigurno lepo. Pred tekmo ste dejali, potrebujemo svojo najboljšo tekmo v tej sezoni. Je to vaša najboljša tekma do zdaj v tej sezoni? Ja, lahko rečem, da je bilo ogromno segmentov, ki so bili dobri, tudi v pravih trenutkih mislim, da smo zadeli. Sigurno so pa tu pomanjkljivosti, kjer pač ne moremo nekako držati ritma vseh 90 minut in ti valovi, mogoče slabše igre trajajo, mogoče malce še predolgo. Tako da na koncu še enkrat, ko potegnemo črto, dobra predstava,
nekako po planu in sem zelo vesel predvsem za igralce, da so, bom rekel, bili nagrajeni za en izjemen trud v teh 2 mesecih. Ob paniki v finišu črna pika samo še poškodba Tilna Klemenčiča. Gre za težavo z istim kolenom, ki ga je že imel operiranega. Kakšni so prvi obeti? Ja, drži. Sigurno ne dobri. Mi je zelo žal za Tilana, ker je nekako se dvigal v formi, en zelo pomemben člen naše ekipe. Bo pa sigurno, bom rekel, ni šlo sicer za pretrgano vez, je pa sigurno, bom rekel, dovolj poškodovana, da bo odsoten, bom rekel, kar za daljše časovno obdobje. Simon, najlepša hvala, čestitke za zmago. Miha, toliko za enkrat, se pa oglasim še, ko bo ob meni Radovan Karanović. Ja, tako je, ob meni je Radovan Karanović. Radovan, zdi se, da prostemu padu Maribora ni konca. Nov poraz, pred tekmo ste dejali, želite koncentracijo, ni je bilo skoraj da v nobenem trenutku. Se strinjam z vašimi ugotovitvami. Dejansko dobiti iz take 2 standardne situacije, taka 2 gola je res nedopustno in ne vem, to se lahko zgodi mogoče nekom na dosti manjšem nivoju. To, kar se nam je danes zgodilo, res ni dobenega večjega opravičila, tako da nimam kaj dodati, enostavno brez besed. Vem, da so glave vroče takoj po tekmi, ampak vseeno menite sami zase, da ste vi tisti, ki lahko vseeno ta voz povleče ven iz prepada? Jaz moram biti iskren, sem se že, bi rekel, z direktorom pogovoril in tudi rekel sem naj v klubu razmislil, da izberejo rešitev tista, katera bo v tem trenutku najboljša za klub, ker dejansko Maribor je moj klub in Radovan Karanović ne bo noben problem v tem klubu. Torej, če se odločijo za zamenjavo, boste to sprejeli brez najmanjšega problema? Seveda, če bo to pomagalo, sigurno. Če pa se odločijo, da ostanete na svojem mestu, kje vidite neko možnost, da morda že za evropske tekme, za tekmo s Klužom prvo, ki prihaja, Maribor vseeno pride na višji nivo? V vsakem primeru neodvisno od celotne situacije, se pravi, spet smo danes ostali brez Mitrovića, kateri verjetno bo tudi nekaj časa odsoten. Celotna situacija, kar se dogaja, enostavno je v tem trenutku je res preveč, bi rekel, negativna in kar se mene tiče, jaz bom tudi v primeru, da ostanem, naredil vse, da enostavno ta vlakec se obrne naprej, ampak tako kot vedno sem optimističen. Zdaj, kar se bo dogajalo v tem trenutku, res ne morem reči. Drugo kot verjetno, ne vem, te fante probati vrniti v res eno normalno iz te apatije, kar se dogaja in že na te evropske tekme poskušati res, da dajo vse od sebe več, druga se v tem trenutku mislim, da ne da narediti. Vidi pa se, da fantom ni vseeno. Sirk je bil na izjavi pri nas na robu solz, Repas je bil objohan. Dejansko se zdi, da fantje sami tudi pravzaprav ne najdejo izhoda iz tega labirinta. Glih, tisto je, bi rekel, tisti občutek, ko vidiš, da jim ni vseeno, ampak se napake dogajajo. In to je tisto, kar tudi mene iskreno boli, ker tudi kot trener mislim, da še vedno čutim svoj duh v njimi, ampak po drugi strani res dogajajo se take nedopustne napake, da enostavno ne morete biti na klopi, nič jasno. In lahko rečem, danes smo tudi dobili tisti gol, smo dali tudi malo po sreči z dobite žoge. Sam sem pričakoval glih tisto, da se mogoče ta sreča končno obrne v našo prid, pa spet 3. minuta drugega polčasa zadetek in res totalni pad dekoncentracije. Za konec pa samo še to. Kaj je tista točka, kdaj se je to zgodilo, ko je začel mariborski voz drveti navzdol? Jaz mislim, da definitivno že rečemo v začetku teh poškodb. Enostavno s časom smo, bi rekel, ostajali, navajali smo nove igralce, ostajali brez pomembnih igralcev in te poškodbe so samo pripeljale do tega, se pravi, da smo iz kola v kolo postajali vedno manj samozavestni. Tudi te gole, kar jih dobijamo, to niti podrazno sigurno ne moremo s tem biti zadovoljni na koncu konca, ali je standardna situacija, ali je, bi rekel, individualna napaka v obrambi in se to ponavlja, tako da nimam kaj na to dodati. Radovan, najlepša hvala za iskrenost, srečno, če boste v četrtek vodili tekmo Maribor-Kluž. Miha, toliko z moje strani z roba igrišča, mislim pa, da je iztočnic za pogovor v studiu ogromno.